Dobrodošli med nami tukaj v Južnej Avstraliji, najprej pri Slovenski cerkvi, danes zjutraj pa zdaj v Slovenskem klubu. Gospod Peter Mandel, najlepša hvala, ki ste prišli na obisk. Hvala, gospodična Poklar, me veseli, da sem z vami. Ali lahko vprašam, kje ste bili rojeni? Bil sem rojen v Šmartnem pri Litiji, to je približno 35 km ven iz Ljubljane proti Mariboru. Lep kraj. Zasavje, lep kraj. Zelo lep kraj, meni se zdi. Ja. Pa kdaj ste prišli v Avstralijo? V Avstralijo sem prišel leta 1954 z ladjo Toskana. To je že pri te prvih, ki so prišli v Avstralijo. Ja, lahko bi rekel, sta drugo grupo, ja. Ja. Pa kakšno življenje ste se ustvarili tukaj v Avstralijo? No, ko sem prišel tukaj, sem bil par mesecev takrat s podjetjem, državnim podjetjem MMBW, to je Melbourne Metropolitan Border Work, in potem sem šel privatno firmo, sem naredil management studies, to je bilo približno 8 let, in za tistem sem postal manager od Mackay Consolidated Industries in sem bil z njim 55 let. Ja. Lepa doba, ja, res. Ja. Pa ste se imeli lepo tukaj v Avstraliji? Poslušajte, srečen sem, da sem zbral to deželo, da nisem šel v Ameriko ali kakšno drugo. Ljudje se še ne zavedajo in zdaj vidimo zadnje čase, da ekonomsko kje stojimo in da imamo vsega in nimamo dosti za jamrati. Moramo vzeti, kakor pride, in hvala Bogu, da smo na tem 5. kontinentu. Ja, tako se meni zdi tudi. Pa ste zmeraj živeli v Melbourneu? Zmeraj. Ja, v Melbourneu živel že od samega začetka. Ja. Še zmeraj v isti kraj Melbourne ali ste se preselili? Ne. Prvo hišo smo imeli v predmestju, ki se kliče Clifton Hill. Potem smo pa zgradili hišo v predmestju Heidelberg. Krog, ki mi živimo, je Rozana. Se mi pa dopade in tudi moje ženi se dopada, zato ki je na hribu. Koliko let se združite z melbournski slovenski skupnosti? Že od samega leta 1973 sem stalno v eni ali drugi funkciji. Začel sem s slovenskim društvom Melbourne, potem sem ustanovil krovno organizacijo, ki se kliče Svet slovenskih organizacij države Viktorije, katera organizacija krije 6 slovenskih društev v Viktoriji, enega na meji med New South Walesom in Viktorijo. Kasneje sem postal manager pevskega zbora Planika. Pred 5 leti sem ustanovil socialno skrbstvo in informacijski urad za Slovence v Viktoriji. Kaj pravzaprav napravi ta krovna organizacija, ki ste postavili? Krovna organizacija združuje in krije teskoče in pomaga pri nasvetu vodstvu samih teh društev, kateri so noter v krovni organizaciji. To je v glavnem. Ali je pa bistvo v temu, da s tem, z ustanovitvijo te organizacije, smo tudi zboljšali komunikacijo med samim slovenskim društvom, katera, če gremo nazaj, 30 let sploh dodeljno ni obstojala. Zdaj, tu je vse za boljše, za vse, ki ne? Seveda. Ja. Držimo skupaj in govorimo in se zavedamo, da smo vsi del slovenske skupnosti v Viktoriji. Pa ta organizacija tudi prireje kakšen festival ali... Ja, hvala za to vprašanje. Naslednje leto v marcu mesecu bo že 23. slovenski festival, katerega organizira Svet slovenskih organizacij in delajo člani vseh društev, kateri so vključeni v tem. In kar pride dohodka čistega noter, se tudi enako razdeli med vsa društva. Ne ostane v svetu, ne, gre takoj članom sveta. To je res lepo. In se sodelujejo tudi z drugimi nacijami ali ne? Seveda. Na kulturnem polju nastopajo, bi rekel, da vam dam primer. Šrilankan so
društva iz Južne Amerike, z Čile in z teh krajev, seveda tudi Polaki in Ukrajinci sodelujejo. Imamo celo ukrajinske kozake, da plešejo z nami, Sri Lankans, in tako dalje. Tako da nam da širši pogled in širše sodelovanje med multikulturno skupnostjo izven slovenske skupnosti v državi Viktoriji. Prav lepo slišati. Pa socialni urad, ki ste omenili, kaj pa tu dela? No, pomaga ljudem pri orientiranju, kadar so, naprimer, ki podedujejo posestva ali premoženje v Sloveniji, želijo prodati te stvari, jim damo nasvet, kam se obrne. Tudi smo, dokler je bilo še odprto, pomagali ljudem, da so dobili vojno odškodnino, gotovi, ki so bili v zaporu in tako dalje. In seveda tudi svetujemo in jim pomagamo, tistem, kateri nimajo otrok ali pa vnukov, kaj narediti tukaj v pogledu testamentov in tako dalje. Okay. In kaj mislite, da bi lahko napravili, da bi več ljudi se zavedli za Slovence, za Slovenijo ali pa tudi med Slovencem v Avstraliji, kaj se dogaja med nami? Veste, tu je pa odvisno od samega vodstva organizacij. Če pogledamo, da dam primer v Viktoriji, če boste vi govorila z ministrom in tudi s premierom in boste rekla, da sem iz Slovenian Community, takoj bojo vedeli. Zato, ker mi sodelujemo in smo tudi člani Ethnic Community Council v Viktoriji in imamo tudi momentalno Slovenca, kateri je tam noter, ne samo management committee, je celo blagajnik. Jaz sem bil tam noter 20 let in 4 leta kot blagajnik upleten. Vidite, kaj hočem reči s tem? Da moramo sodelovati izven našega etnospecifičnega kroga. Moramo je bolj na široko in sodelovati v multikulturni skupnosti, ne samo v slovenskih društvah. In moramo vrata odpreti, da pridejo in da vzamejo najem, če dam primer prostore, kar smo zgradili, Slovenci smo lahko ponosno procesualni, noben nima tu, imamo mi Slovenci v nepremičninah. Potem, zakaj ne uporabljamo te nepremičnine, da nam da možnost, da dobimo denar noter in da drugi za nas služijo in da mi uživamo, kar smo zgradili. Tu je možnost in v Viktoriji se že dogaja. No, tu je lepo videti, ki v raznih drugih krajih pa so problemi z take stvari, no? Ja, veste, da je bilo krivda našega, zato smo imeli gotove člane leta nazaj, ki so rekli, tukaj se govori samo slovensko in tu je za nas Slovence. Nismo odprli vrata. Ne. To je bila ogromna napaka, veste. Zaradi tega s tem smo tudi mladino izgubili. Zato, ker smo nekateri so insistirali, da mi govorimo tudi na sestankih samo v slovenščini. Potem je prišel zakon, da smo postali incorporated, da smo mogli zapisnike imeti v angleščini, ali nažalost je bilo že malo pozno. Gotova mladina že takrat odpadla, zato ker niso mogli slediti slovenski jezik in niso v tem obziru tudi potem mogli sodelovati. Ja. No, to je res, saj vidimo tudi tukaj v Adelaidi, skoraj se ne vidi mladega človeka v klubu ali pri cerkvi. Zelo malo jih je. Moramo priznati vzrok temu in reagirati na ta vzrok. Da brez mladine ni bodočnost. Bomo zaprli, a ne? Vidite, da vam dam primer. Mi smo šli skozi krizo v slovenskem društvu v Melbourne, eno najstarejše društvo v Avstraliji. In je bilo ogromno mladine. In društvo je bilo celo aktivno zaprto za par mesecev. So rekli, smo imeli odbor, a nismo imeli predsednika. In potem smo povabili vse mladino, kar je bilo mogoče, da ne pridejo na izvenredne sestanke in povejo in svetujejo nam, starejšim, kaj bi mogli narediti. No, zdaj imamo pododbor, ki šteje več kot 22 ljudi, so vsi mladi, večinoma od njih zelo visoko študirani in zelo zmožni. In upam, da smo naredili pravo potezo in da gremo v pravo smer. Jaz sem optimist, veste, in nimam dvoma, da bo šlo.
ali moramo priznati, da je čas, da naredimo gotove stvari in da pozabimo na našo trdnost. Čas hoš malo popustiti, če češ malo dobiti. Tako da je upanje. Seveda je. Je upanje. No. Meni se zdi, da ste tudi član Državni svet za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ja. Ja. Sem tu že 5 let, sem od samega začetka. Takrat se je to začelo pod vlado predsednika vlade gospoda Janša. On je tu ustanovil in je to bila po mojem zelo pozitivna poteza, zaradi tega, ker smo potrebovali izboljšanje komunikacije med Slovencem po svetu in doma. Dosti od naših najši niso vedeli, kaj se dogaja in kaj. No, in smo dosegli dosti stvari že v tem slučaju. Samo z izboljšanjem komunikacijo vlade, da vejo, kaj se dogaja in kakšne so naše potrebe. Ali bi lahko našteli kakšne, ali pa dali primer, kaj ste napravili? Ja, če pogledamo, mi smo vprašali, da pride do zamenjave študentov in da država podpre v temu, rekel na fakulteti, na univerziti, in da jim tudi damo možnost namestitve in tako dalje in orientacije, kadar pridejo v Slovenijo. Jaz sem celo vprašal 3 leta od tega nazaj in je bilo obljubljeno, da bo vpeljano v 5 letih, da se ustanovi slovenska hiša v Ljubljani, kjer je center za vse mlade, ki pridejo v Slovenijo, da tam imajo možnost, da pridejo do računalnikov, časopisov, raznih revij, ne samo v slovenščini, tudi v angleščini, po možnost tudi v drugih jezikah, in da dobijo nasvete, kam in kako, glede študije in tako dalje. Lep stvar, če bodo res uresničili. Ja? Bojo. Dobro slišati. No. Pa kolikokrat na letu? Enkrat na letu, ja. Konc junija, o prvem tednu v juliju imamo sejo v vladni palači in potem naslednji dan v zbornici, v parlamentu, tako da poskušajo, da se mi Slovenci približamo in bolj na ozki krog sodelujemo z samo domovino in seveda v istem času Slovenci, ki živijo po svetu. In tu je v Ljubljani? Ljubljani, ja. No, prav. V vladni palači. Ja. Krasen stavba je. Ste videla? Ste bila v parlamentu? Ja, sem bila enkrat na seminar za medijo, pa so nas peljali tudi. Ste se udeležili tega? Sem udeležila tega, tudi mi smo imeli dosti opraviti, ker se tega kliče, da je treba, da je potreba. No, čestitam, prav. Hvala. Ravno kar smo slišali pevski zbor Planika, ki so tako lepo zapeli. Vi ste tudi član? Jaz sem član že od samega začetka in sem tudi menedžer od pevskega zbora Planika in seveda naš pevovodja in tehnični vodja je pa gospod Roland Kamod. Kaj, on pa ni Slovenc? Po mami Slovenc. Po mami Slovenc, ja. In njegove korenine prihajajo iz Vipavske doline. Prav. No. Ja, in tudi govori slovenščino. Ne bi rekel ravno odlično, ali govori, ni problema. Pa kateri glas pojete? Jaz pojem prvi tenor. No, lepo. Najlepša hvala, gospod Mandel, ki ste prišli tukaj, pa ste napravili ta intervju z nami. Res najlepša hvala. Hvala za to možnost in vam želim prijeten dan.